Čau. Dober dan. Danes bomo govorili o bliskavicah. To je eno izmed pogostejših vprašanj, ki jih slišva, sploh zdaj v zimskem času, ko je ponavadi svetlobe premalo. Tako da so se odločila, da bova danes pokazala enih par bliskavic, povedala nekaj, kako delajo, s česa so sestavljene, pa mogoče na koncu še kakšen trik oziroma malo naprednejšo funkcijo. Ja, absolutno. Bo tudi pokazala tudi slike, ne, kaj smo naredili iz tega. Tudi slike. Določene funkcije na samih bliskavicah. Če vas zdaj začeti kar z, kako je bliskavica sestavljena? Malo povedati. Najprej moraš povedati, kaj je bliskavica. Kaj je bliskavica? Ja, bliskavica je tole, ne. Okej, zakaj sploh imamo bliskavice? Prvenstveno imamo bliskavice zaradi tega, ker ponavadi je premalo svetlobe in si jo hočemo nekako dodati, ne. In bliskavica je ena zelo fajn zadeva, ki nam pač pomaga, prvič je majhna, ne damo jo lahko na fotoaparat, kasneje bomo videli tudi nekje prestransko, daljinsko deluje, in nam pomaga neki objekt osvetliti, doosvetliti, skratka, da nam dodatno luč, ki jo običajno ali pa nimamo dovolj. Tako je, to je res odličen pripomoček vsem fotografom. Dosti se jih tudi izogiba temu, ne, ker se enostavno ne znajo operirati z njo. Ali pa tudi namenoma, recimo, če bova vprašala enega koncertnega fotografa, po mojem nikoli ne uporablja. Ja. Tako da, če želimo ohraniti ambient, potem bliskavica zagotovo ni prava, ne. Absolutno. Pojdiva zdaj lepo res do tega, s česa je sestavljena. Ja, bliskavica, Pero, daj ti malo pokaži tole bliskavico od blizu. Klejle malo placa naredil, takole. No. Evo, tole, da bomo videli, katero bomo kazali. Evo, bliskavica, bomo dali tale mehčat svetlobe dol. Bliskavica sestavljena iz glave, ne. V glavi je svetlobna cev, kjer se dogaja tisti blisk. Potem je sestavljena iz srednjega dela, to je telo. Na sprednjem delu ima senzor, s katerim komunicira bliskavica, in na zadnji strani je LCD displej in pa vse ostale komande, s katerimi lahko upravljamo bliskavico. In pa v spodnjem delu je še noga. Na spodnjem delu ima konektorje. Ko damo bliskavico na fotoaparat, preko teh konektorjev bliskavica komunicira s fotoaparatom in tako pride do pravilnih odločitev, koliko bliska mora sprožiti. Pomoč, da bliskavica lahko tudi sama stoji, je zraven tudi takale noga, ki jo spodaj priklopimo in zapnemo, in tako lahko bliskavica sama stoji. Zdaj, bliskavico, kot je že prej Milan omenil, lahko prožimo tudi preko samega kabla, zato ima ob strani tudi konektor. Takle, se vidi. Zgornji del, kjer tukaj je možnost priklopa dodatnega napajanja same bliskavice, to je en takle napajalnik, ki je zelo priročna zadeva za bliskavico. Sploh, kadar jo uporabljamo cel dan, a ne, da ima cel dan konstantno delovanje. Pa tudi zaradi tega, da dosti hitro polni, ne, je treba pač povedati. Ja, tudi med samim fotografiranjem, ne, med dvemi bliski v bistvu, da pride do tistega hitrejšega polnjenja. Potem je pa tukaj še ena dodatna možnost, da lahko bliskavico privijemo tudi na neko stojalo, pomožno strani. Tako, od strani. Na drugi strani se ne nahaja nič drugega kot samo predal za baterije. In to je nekje v osnovi, če lahko povemo še to, bliskavica komunicira z zgornjim delom tegale infrared stekla. Spodnji del so v bistvu noter samo 3 ledice, kjer je pa luknjica, je pa v bistvu notri
Svetlobni senzor. Svetlobni senzor, tako preko katerega bliskavica meri, koliko svetlobe mora oddati, s kakšno močjo. Ne. No, mogoče še to, tiste 3 LED diodice so pomoč v temi, recimo, tako. Da pač bliskavica posveti s temi diodicami in na ta način oceni razdaljo do objekta. Ne. Tako. A boš povedal še kaj tole? Ja, na sami glavi imate pomoč tudi za, pri fotografiranju. Notri je vgrajen en tale papirček, svetlobni odbojni papirček in pa en mehčalnik svetlobe. Za papirček, tale odbojni papirček vam pomaga, da se lahko dobi v očeh portretiranca en lep odboj. Kar se pa tiče tega mehčalca svetlobe, nam pomaga mehčati svetlobo oziroma avtomatsko postavi bliskavico v široki kot in to je v 14-milimetrski kot. Ja, običajno bliskavica dela na 24 mm maksimalno, ne? Tako. To je takrat, kadar je tale ksenonska luč postavljena čisto do konca ven, ne? Tako, ja. Ja, to je na grobo o sestavi bliskavice. Ja, mogoče bi še povedala, da jo lahko obrnemo tudi nazaj. Glava je vrtljiva, ja. Glava je vrtljiva. V obe smeri 180 stopinj in pa naprej. To nam pomaga tudi, kadar fotoaparat postavimo v, da rečem, vodoravni položaj. Ja, kakor hočemo temu reči. Lahko bliskavico obrnemo navzgor, ne, in spet dobimo od kakšnega stropa, od kakšne površine bele, lep odboj, lepo osvetlitev. Novejše bliskavice imajo še en poseben kot, to smo se ravno prej pogovarjali. Ja. To je ta 7-stopinjski kot, kjer lahko bliskavico v bistvu postavite še nižje. To je za praktično navzdol, ne? Ja, skoraj navzdol, tako da v bistvu temu pravijo 7-stopinjski kot, uporablja se pa za portretiranje na blizu do 2 metra, kjer potem bliskavica točno izmeri moč in res najbolj učinkovita za portrete. Okej. Moč bliskov je nekje opredeljena nekje med 1 10.000 in 100.000 sekunde. Trajanje bliska, ne. Ja. V tem se tudi ločijo od velikih studijskih bliskavic. Namreč velike studijske bliskavice dostikrat mislimo, da zdaj, ko je pa velika studijska bliskavica, je pa to nasploh super, ampak se izkaže, da tudi taki majhni speedlighti so izredno zmogljivi in v studiu še kako uporabni. Seveda. Recimo kot primer lahko navedemo, recimo, če vržemo teniško žogico in opazujemo oziroma naredimo fotografijo, bomo s takole malo bliskavico, ki sicer ni tako močna, bomo to žogico lahko zamrznili, ker je pač dolžina bliska lahko tam 20.000, 30.000 sekunde. Medtem ko pa velika studijska bliskavica so pa časi precej daljši in enostavno bomo dobili to žogico majčkeno zablurano, zamegljeno. Tako. Zato se pač za te hitre posnetke se uporablja tudi te speedlighte, tudi v studiu. Druga stvar, prednost teh bliskavic je tudi v sami priročnosti, ker so majhne, so lahke. Vse posod jih lahko vzameš s seboj. Ja, tudi spodnje strani, spodnje strani, Pero, če lahko še majčkeno pokažeš tole na mizo. Spodnje strani, ko imamo tole stojalo, ki si ga prej omenil, to stojalo ima na spodnji strani tudi navoj, in pač lahko bliskavico damo tudi na kakšno stojalo, na kakšen bum, na kaj tacga. Tudi na ta del lahko namestimo kakšen večji softbox, karkoli, tako da taka bliskavica, tudi marele, tako da s tako bliskavico dejansko lahko naredimo zelo, zelo veliko. Tako, delujemo v vseh možnih razmerah. Pa enostavno zelo prenosljiva je. Bolj kakor studijski. Ja, mogoče omeniva zdaj še takle difuzor. To je difuzor, ki stane nekaj, ima par evrov. Pomaga pa zelo, zelo veliko, predvsem pri mehčanju svetlobe, ko pač damo na bliskavico.
vidimo, da je tale del, ne, ta del prost, ne, tako da večina svetlobe gre sicer navzgor, ne, en del te svetlobe se pa razprši po prostoru. Ne. S tem sicer ne odpravimo sence, jih pa precej zmanjšamo. Milan, zdaj bi pa jaz tebe vprašal, če ti lahko poveš, kaj pomenijo te številke na bliskavicah. Ene so označene rečemo s 580, ene so označene iz 600, ene 430. Kaj to pomeni? Ja, zdaj, če govoriva za Canon bliskavice, ki so nama obema najbližje, v bistvu delava izključno samo s Canonom, potem lahko zelo hitro povemo, kaj ta številka pomeni, medtem ko pri ostalih proizvajalcih temu ni tako, ne? Tiste številke pomenijo nekaj drugega. Tako da recimo, če vzamemo v roke recimo tole 580, oznaka 580, pomeni, da ima ta bliskavica vodilno število 58. Zdaj seveda tako, načeloma laiku to nič ne pomeni, ne? Ampak vodilno število pomeni, da bliskavica v posebnih pogojih, da rečemo nese 58 metrov. To pomeni, če damo na fotoaparat 50 mm objektiv, nastavimo na ISO 100, bo bliskavica blisk nesel 58 metrov. Seveda to ne pomeni, da lahko s tako bliskavico fotografiramo na to razdaljo, ne? Ampak tako je definirana ta vrednost vodilnega števila. Tako recimo tudi tale bliskavica, ta je 600, ne? EX, ta pomeni, da je ta bliskavica, rečemo temu, za 2 metra dalj nese, oziroma je malo močnejša. Ja, posebni pogoji, kot si rekel, ja. Ja, seveda prednost teh bliskavic je, kot sva že prej majčkeno omenila, ravno v tem, da jakost bliskavice ni izključno pogojena z dolžino bliska, ne. Ja. Recimo pri teh velikih bliskavicah nekako to jakost na fotografiji, da je potem bolj svetlo, ne, kompenzirajo s tem, da je pa ta blisk majčkeno daljši, ne. In zaradi tega je seveda občutek, da je bliskavica močnejša, ne. Tako da zdaj recimo nekateri drugi proizvajalci imajo neke druge številke, ampak bi težko rekel, kaj pa pri njih tista številka pomeni, ne. Super. Mogoče bi omenila še to, da obstajajo neki standardi, ki veljajo za vse bliskavice, in sicer za merjenje svetlobe, ne, ker bliskavica nekako mora izmeriti svetlobo, da lahko skomunicira s fotoaparatom, s kakšno jakostjo ne bliskne, ne. In to poznamo par standardov. Ja. Boš ti zdaj razložil, kako so šli zgodovinsko? Ja, najprej je bil TTL, ne? Ja. Merjenje skozi objektiv. Vsi so skozi objektiv, ne? Ja, več ali manj, ampak najprej je bila oznaka TTL, ne? Kar je v bistvu, moram si prebrati, ker to so zdaj strokovni izrazi, čakaj. Merjenje osvetlitve za osvetlitev z bliskavico v realnem času, ne? Kar pomeni, da prejšnje bliskavice niso imeli predbliska, tako kot imajo te modernejše, a ne, novejše. Potem je šel standard na ETTL, kao elektronsko merjenje s predbliskom. In pa v bistvu ta najnovejši je ETTL druge generacije, ne, kjer pa v bistvu poleg merjenja moči s predbliskom zmeri tudi razdaljo od bliskavice do predmeta, ki se ga fotografira. Tako da je v bistvu zadeva še majčkeno bolj natančna, ne? Tako. Treba je povedati, da ta predblisk ni blisk polne jakosti. Ne? Bliskavica točno ve, s kakšno jakostjo je sprožila blisk, ne? In na osnovi te jakosti lahko oceni, koliko svetlobe se vrne. Tako, in to izmeri točno s tem senzorjem, ki je spodaj v tej lukanci. Ja, in dobi odboj nazaj, ne? Ja, pa preko objektiva, kar se... Tako. Zdaj, mogoče je tukaj še tole zapovedati, da ta TTL je neke vrste avtomatika, ne. In največkrat se fotografi, sploh tisti bolj na začetku, poslužujejo te avtomatike. In tako kot za vsako avtomatiko, ki ima prednosti in slabosti, je tudi tukaj treba povedati, da kadar fotografiramo
proti neki svetleči odbojni površini, ne, Ja. se nam ta blisk seveda vrne bolj, kot bi si mi želeli, Tako. ne, oziroma bolj kot bliskavica pač ne ve, da je tam odbojna površina, ne, in seveda v tem primeru prihaja do napačnega izračuna in seveda fotografija bo podosvetljena. Ne. Tako. Se pravi, bi lahko rekla na kratko, da dejansko ETTL v bistvu deluje v 95% točno. Ja. Ne? Ja, Še vedno pa ostaja nekih par procentov, ne, rečemo v tem primeru 5, ne, kjer so v bistvu pogoji, ki lahko zmotijo bliskavico oziroma svetlobne pogoje, da ne pride do točnih rezultatov. Ne. ja, ali pa recimo, ne vem, fotografiramo, bom rekel, v nekih konstantnih pogojih, ne, ampak seveda, ko fotoaparat obračamo, enkrat je točka fokusa nekje, drugič je mogoče 10 cm stran, ne, ampak to že pomeni, da bo pač drugačen izračun svetlobe in bo blisk oziroma ta pač ETTL zračunal drugače, ne, in bo potem ena fotografija bolj svetla kot druga, ne, kar si pa ponavadi ne želimo. Ne. Tako. In zaradi tega pač večinoma uporabljamo avtomatiko, ročne nastavitve. Tako. Tako da mogoče bi mečken zdaj še o teh ročnih nastavitvah. Ja, v bistvu v osnovi, ko prižgemo bliskavico, ne, Vopero je že. ja, je že pokazal, vidimo se na monitorju, to je super. Evo, se bliskavica avtomatsko postavi v ETTL. v ETTL, v avtomatski način delovanja. A ne? V zgornjem desnem kotu, ne, vidimo, ko imamo priklopljen, ko imamo bliskavico na fotoaparatu in je na fotoaparatu tudi objektivnem, avtomatsko zoom postavi na tisto vrednost, na kateri je Goriščna razdalja na objektivu. Na objektivu, tako. Da gremo na ročno, najprej da povemo, ne, to v bistvu od spodaj vidimo so komande na sami bliskavici, se pravi posebne nastavitve, oziroma najprej je osvetlitev ekrana, posebne nastavitve same bliskavice, način fotografiranja na bliskavici, high speed, se pravi sinhronizacijski čas bliskavice. Do tega še prideva. In pa slikanje za drugo zaveso in pa ročna nastavitev samega zooma, oziroma tukaj, če držimo ta gumb, komunikacija. je v bistvu nastavitev bliskavice, ali je lahko v master načinu ali v slave. Omenjal si ročne nastavitve, se pravi, gremo na tale gumb, kjer se nastavljajo načini fotografiranja s pomočjo bliskavice, in ko enkrat kliknemo oziroma pritisnemo na gumb, se postavi bliskavica v ročni način. Če želimo vrednost prenastaviti, ne, vrtimo tale srednji gumb, koraki grejo po eno tretjino naprej, kar pomeni, nekako vrednosti grejo od 1/1, kar je polna moč, do 1/128, kar je nekje najšibkejši blisk. Točno to. A ne? Nekako na ta način lahko si pomagamo v ročnem načinu. Imamo pa še eno možnost, tudi v ETTL-ju, Ja. kako rečemo, v ETTL-ju zmanjšamo moč jakosti, a ne? Je pa v bistvu čisto enostavno, kliknemo srednji gumb, se nam prižge tako imenovano, jaz znam angleške izraze, meni je ful težko v slovenskem, kompenzacija svetlobe, ja, tako. In v bistvu vrtimo srednji gumb in tako s pomočjo te kompenzacije zmanjšujemo moč bliska. Ne. No, dajva zdaj še pokazati, ker imamo že glih tole v roki, dajva pokazati zdaj še, kaj pomeni high speed. Ne? High speed je v bistvu ena naprednejših funkcij. Tako da vklopimo na streli, ja. To pomeni, da mi lahko na nek način povečamo oziroma skrajšamo ta sinhronizacijski čas. Zdaj pa treba najprej povedati, kaj sinhronizacijski čas je. Ne? Torej, kadar fotografiramo z bliskavico, običajno fotografiramo tam s časi
od stotinke in več, to pomeni časi daljšimi od 1/100 sekunde, ne? Recimo 60, 40 sekunde, to so tisti tipični časi. Ampak dostikrat bi pa želeli, ne vem, tudi v svetlem vremenu ali pa ob soncu nekako uporabiti bliskavico in fotografirati časi, ki so krajši od tipično 200 do 250, odvisno od modela fotoaparata, novejši pač imajo zdaj že vsi sinhronizacijski čas 250, bi pa želeli recimo 800, 1000 sekunde, ne. V tem primeru pa seveda te bliskavice, speedlighti to zmorejo, ne. In jaz mislim, da so to edini, ki to zmorejo, ostali, ki so, ne vem, tamle imamo neko kopijo, ne. Ja, tako je. Kopije, kljub temu, da pač to jim seveda piše gor na temu ekrančku, pač te funkcije nimajo. Pero, boš malo pokazal. Gre pa v bistvu za posebno tehnologijo, kako se proži ta blisk. Torej, bliskavica se vklopi do nek način v nek stroboskopski način, ne, torej sinhronizirano z zavesco, z zaklopom, ne, kakor se zaklop premika, tako tudi bliskavica sproži bliske, tako da pač za eno samo ekspozicijo je več bliskov, ampak manjše jakosti, natančno usklajeni, ne, in zaradi tega pač mora biti elektronika in posebej te kondenzatorji noter v sami bliskavici mora biti izredno kvalitetni, no. Tako. Tako da pol na koncu bo pokazala še dve fotografiji, kaj to pomeni, prva ali pa druga zavesa, ne. Se pravi, v enem primeru se takoj, ko mi sprožimo na sprožilcu čas ekspozicije, ne, se sproži bliskavica in to traja recimo 10 000 sekunde, ne, in potem od tiste 10 000 sekunde do tistih, ne vem, 60 sekunde, ne, je tema, ne. V obratno, kadar pa imamo drugo zaveso, ne, je pa najprej tema in potem tik preden se ekspozicija zaključi, se sproži še bliskavica. To je ena zadeva. Drugo, kar sva pa še rekla, da bova povedala, ne, je pa mislim, da je na uni nastavljen, ja, tisti multi način. Pa razložimo še mogoče tale zadnja zadeva, to je pač to, so tele teniške žogice na tisti fotografiji, s katero smo vas vabili, da se nam danes pridružite. Tako da razložimo še tole. Bo šlo? Bo? Bo, ja. Super. Gre pa za nek multi način, to se pravi, vidite, imamo tri vrednosti. Ena 128 je jakost bliska, potem sta pa dve številki 10 in pa 5 hercev. Torej, 5 hercev pomeni, da bo bliskavica naredila 5 bliskov na sekundo, ne. To je 5 hercev, pomeni 5 bliskov na sekundo. Vsega skupaj bo pa 10 bliskov, ne. To pomeni, da bo čas ekspozicije 10 deljeno s 5, 2 sekundi, ne. No in na ta način, seveda, ko spustimo žogico, ne, dobimo 10 žogic. Tako, Pero, zdaj a bi ti vklopil tisto sliko z 10 žogicami? Evo, to je to. No, tako, torej 10 bliskov, ne, s frekvenco 5 Hz na sekundo, in ker je 10 bliskov, imamo v bistvu 10-krat zamrznjeno žogico, ki je potovala pač od leve proti desni ali pa od desne proti levi. Tako smo pač naredili ta posnetek. Zdaj seveda najbolj pride do izraza z nekim črnim ozadjem, fotoaparat in bliskavica na stojalu, nastavitev, kot sem pač povedal, čas 2 sekunde in pač dobimo tako fotografijo. No pa če gremo, Pero, takrat na naslednjo. Pri naslednji fotografiji vidimo, da imamo še zmeraj 10 žogic, ne, oziroma 10-krat smo jo zamrznili, ne, bolj pravilno rečeno. S tem, da je tukaj bila frekvenca precej višja, ne, in zaradi tega so 10, ne? Ja, 10. In zaradi tega je potem seveda te bliske... Posledično smo skrajšali čas, ne? Skrajšali smo čas, bolj na gosto smo jih dobili, ne, in zaradi tega se pač tele žogice
dotikajo ena druge. No, potem smo se še naprej igrali, ne. Smo naredili še par posnetkov, takih mogoče malo zanimivih, tako da Pero, če lahko še gremo naprej na tole vetrnico. No. Ta vetrnica se je pač vrtela in seveda pri prvi je bilo 4 posnetke, tukaj vidimo 2 posnetka z majčkeno večjo frekvenco, ne. Tukaj so 4, tlele jih je pa, ne vem, verjetno kakšnih 8-10, težko bi rekel z glave. Mislim, da je bilo 8, ja. 8, no, tlele pa pač 10, ne. Torej, na ta način se lahko igramo in naredimo zelo zanimive kompozicije. Se pa to predvsem uporablja pri kakšnem športu, ne. Recimo, tipično si predstavljam nekega kolesarja, nekega smučarja, neko akrobacijo, ki jo nekdo naredi, ne. Da ga pač dobimo v zraku, pač Ja, tako. to je to. Po večini. Po večini. Zdaj tlele sva, ker se pač oddaja približuje koncu, ne, sva prinesla še ene prožilce, ne. Torej, te bliskavice lahko delujejo tudi brezžično, ne, to sva že prej si ti malo omenil, ne. Torej, ni treba, da je bliskavica na samem fotoaparatu, ne. Seveda tudi, jasno je, ne, na fotoaparatu imamo lahko samo eno, ne. Ja. Ampak ponavadi si želimo zaradi kakšne tridimenzionalnosti ali česar podobnega v prostor postaviti več teh bliskavic, ne. S tem, da jih lahko prožimo s pomočjo takih daljinskih prožilcev, ne. Lahko celo tako naredimo, da pač samo eno prožimo z daljinskim prožilcem in tisto je potem master, ne, in vse ostale potem slave. In tudi v določenih primerih lahko kar preko fotoaparata nastavljamo jakost posamezne bliskavice, ne. Tako da imamo danes že v bistvu precej vsi fotoaparati, kateri imajo že vgrajeno malo bliskavico, imajo že v meniju noter možnost kontroliranja bliskavice nadaljavo, tako. In en zanimiv podatek je tukaj, mislim, da so se to že pogovarjala, da je en fotograf, vse obstaja, mislim, da tudi na YouTubu video na to temo, če koga zanima, ne malo pobrska, no, je dokazano, da ta mala bliskavica na fotoaparatu lahko proži takole veliko bliskavico tudi nekje, mislim, da je nekje na 60 metrov nesel, ne. Ampak to je bil res tako. Ekstremen primer. Ekstremen primer, tak test, ne, da se da, ne, ampak ni pa to vedno, ne. Okej. Potem bi midva za danes počasi zaključila. Okej. Povabila vas bi na drugo fotografsko konferenco. Ja. Zdaj že lahko poveva, da bo 16. aprila. Dobrodošli. Vse informacije bodo v kratkem, stran se še dela, ne, bodo v kratkem dostopne na foto-konferenca.si, tako da tam najdete vse informacije, tako da vabljeni. Se bova pa do takrat zagotovo še s kakšno oddajo oglasila, s kakšno tematiko. Zdaj izgleda, da vas tele bliskavice zelo zanimajo, tako da se bo mogoče nadaljevali z bliskavico, bomo še kakšno temo kako deluje brezžično, ja. Kako jo kontrolira potem meni na fotoaparatu, kako No, v bistvu to so take zanimive zadeve, no, tako da bi se dali. Nič. Hvala vsem, ki ste bili danes z nami, hvala Perotu. Hvala vsem gledalcem v studiu. Pero, to je to za danes. Hvala lepa.